kdaj je par primeren kandidat, da se začne ukvarjati z obravnavo pri tebi, raje kot da gre v IVF postopek? Jaz mislim, da takoj, ko se odločita za nositi, sta že kandidata za to. Recimo, imela sem en par, ke sta prišla k meni, ona je bila v bistvu tista pobudnica, no. Stara je bila že nekaj čez 40 let ali pa glih tam nekje, no. In sta se glih odločala za IVF, čeprav sta pravzaprav šele začela dobro poskušati, a ne, ker sta se pač pred kratkim spoznala in tako naprej, a ne. Ja, in čas teče neusmiljeno? Čas teče neusmiljeno, tako, ja. Ampak, v očeh stroke, ginekologov in tako naprej, takoj, ko si stara toliko pa toliko, dobiš že neko oznako. Vem, da že jaz, moja druga nosečnost, prva je bila pri 32, druga pri 36, a ne. Oziroma pri 36 sem rodila. Takoj, ko si 35 plus, te obravnavajo takoj drugače. To je treba, ne vem, kakšne, pa jaz nisem šla pol na vse tiste teste pa tako naprej, ampak že 35 plus, kaj šele 40 plus, že samo, da vidijo to številko in si takoj v enem predalčku, a ne, zdaj pa je to pa to pa to pa, te kar malo takole naredi, a ne. In sta v bistvu prišla samo preverit, a je vse okej, ne. Če ni, najboljše, da gresta takoj na IVF, če pa je, pol pa mogoče sta si zelo želela, tudi verna sta pa tako in sta si želela naravno zanositi, a ne. Ja, in dvakrat sta bila pri meni, pogledali smo pač cikle, naučila sem jo, kako si meriti to bazalno temperaturo, gleda maternično sluz in tako naprej. Ta ženska je bila ena izmed najbolj plodnih žensk, kar sem jih jaz, ne, mislim, zelo plodna. Po teh normalnih standardih, mislim, ta ženska je cvetoča lepotica, mislim, ampak tako, po normalnih standardih pa bi rekli, mogoče ima kakšno kilico preveč, a ne. Ampak glih to se zgodi, ko ti stopiš v ginekološko ambulanto, ti izmerijo pritisk, kdaj si imela zadnjo menstruacijo, koliko si težka, koliko si visoka, a ne. Ne pogledajo tebe kot, ne, edinstvene osebe, a ne. Jaz pa, ko zmerimo, ko pač gledamo te cikle, a ne, jaz vidim njo, ne, in tam je vse kazalo, pač ti si plodna ful, ne, vse je v redu. In v bistvu smo imeli najprej samo, da smo to videli, potem smo naredili še za prehrano, ke je bila v podporo pač plodnosti, a ne, kaj bi lahko pač ona še vnesla noter, mogoče spremenila. Saj je že tako super jedla, ampak, zdrava prehrana, jaz se z njo ukvarjam že 20 let, s prehrano za plodnost pa cirka 10, nista enaki, no, tako da smo še to nekako, A nam lahko kaj več o tem poveš? Torej, Lahko. prosim. Kaj te zanima, evo? O kakšni, kaj je primerna prehrana za obdobje pred nameravano nosečnostjo, pa med nosečnostjo? Okej. Mislim to, da je treba folate jesti pa tako naprej, to že vsi vejo, tako da to sploh mogoče ne Da je bom. treba kaj jesti? Folna kislina. Folno Ampak, kislino, ja. folat Ja, je ja. pa ena, Okej. podobno folni kislini, samo da se boljše absorbira, no. Okej. Tako da to. To je zaradi tega, da je potem z otročkom vse v redu, a ne. Jaz tudi tukaj, pri vsaki ženski in pri vsakem moškem čisto individualno pogledamo, zaradi tega, ker včasih so rekli, da je prehrana zdravilo, hrana je zdravilo, a ne, in na to smo malo pozabili, a ne. Saj imamo malo more prehranskih dopolnil in jaz jih tudi priporočam, ker iz hrane je včasih res težko vse dobiti, kar rabimo, a ne. Ampak najprej pogledamo prehrano in potem ona prav piše tako 3 dni vse, kar poje. Ker včasih so mi povedale mamice, pa sem se jaz naučila, da to ni dovolj, zaradi tega, ker pol ponavadi glih tiste, ke nočemo, Ja, da ja. se sliši. Tiste grehe pozabiš, Tiste grehe nezavedno, pozabiš ali pa jih nočeš povedati, pa saj meni je čisto vseeno, ne, mislim, pa sem pol včasih gledala, pa sem rekla: "Kako, saj ti si čisto podhranjena," pa se pol spomnila še tega pa onega, ne. Vse zapiše, 3 dni mi piše ali pa en teden, če je In treba. kaj so recimo potem- grehi? Oziroma kaj bi bilo obravnavano kot prečrtajte od jutri naprej? Grehi, jaz bi rekla, kakšna zelo, zelo, zelo procesirana hrana, no, to absolutno. Če bi skozi jedla kakšne zmrznjene zadeve, ke se pogrejejo v pečici, pa take zadeve, no, to bi jaz takoj prečrtala. Sladkor v zdravo prehrano bi ga takoj črtala, prehrano za zanositev pa delno, no, tako. Kakšni tudi mali grehi niso nič hudega, no, v resnici, tako. Kava v večjih količinah absolutno, Bi črtala? bi črtala. Ampak
tako je, pogledamo res vsako posameznico. Če jaz vidim, da ima ona ful te maternične sluzi, da ima cikel super, pa popije 5 kav na dan, očitno nate toliko to ne vpliva. Pač jaz, če popijem eno kavo, prejle si mi jo ponudila, a ne, ob 2 popoldne, sem bila tako: ne, ne, ne." Jaz bi bila še ob 1 zjutraj bi bila takole, ne. Ampak to name tako vpliva, a ne, na kakšno drugo pa mogoče ne, a ne. Ampak ja, če bi 5 kav na dan spila, potem jaz zmanjšam dozo, koliko da kofeina, ne, pa pač na kakšno manj, ne. Zato ker pol so ponavadi tudi težave s spanjem pa tako naprej, pa stres pa tako, no, tako da, ja. In ja, to, kar sem hotela reči, no, ti recimo si čisto drugačna in če bi ti jaz sem čisto drugačna, če bi ti jaz napisala neki jedilnik, zdaj pa ti to jej. Jaz imam popoln jedilnik, recimo, kaj naj bi ženska jedla. Ampak če ti, ne vem, ne maraš lososa ali pa avokada ali pa jaz ne vem česa, ne, pač kako boš to jedla, ne. Ni prav, da se siliš k nečemu. Fino je, da vneseš neke zadeve, ke so zate lahko dosti naravne, pa si samo ono: to se pa res ne spomnim," ali pa: "Jaj, tega bi pa lahko mogoče malo več," pa tako naprej. In najdemo hrano, ki tebi paše, ki jo rada ješ, ali pa vsaj kakšna, ke jo toleriraš, a ne. In na ta način, ker potem to deluje in potem ženska to res lahko in moški, tukaj sta oba, a ne, ker tudi pri moških je plodnost pa neplodnost lahko, a ne. Mislim baje, da po raziskavah je moške neplodnosti še več. Več kot 50%. Ja, to pravijo, ampak to je spet tako. Jaz sem brala glih pred kratkim raziskavo, ke moške semenčice, a ne, če ne plavajo, pač ne morejo ploditi ženske, a ne. To je bilo do pred kratkim še kakor potrjeno, a ne. Zdaj so pa ugotovili, da tudi če ne plavajo, da ima ženska, da imamo neki mehanizem, ke jih kakor malo posrka ali kaj. Tako, zdaj to zelo po domače, to je bilo tam tako zelo strokovno razloženo, ampak sem bila tako: ne." Tako da, naša telesa so res čudežna, no. O eni drugi ženski sem pa brala, ke je imela v bistvu, prometno nesrečo in je imela en jajcevod, so ji mogli izrezati v bistvu, pa en jajčnik, a ne, in je imela na eni strani jajčnik, na drugi strani jajcevod. In so pač rekli: "Pač vi nikoli ne boste zanosila, a ne, zaradi tega, ker nimate Ni spolnih povezano. organov," tako. In je v bistvu ta jajcevod prišel do tistega jajčnika, no, in čez nekaj let je ona zanosila in je prišla k zdravniku: "Kaj se dogaja, slabo mi je, gor dol." Mislila, da je na smrt zbolela, ker še mislila, da to nemogoče, a ne. In so pač pogledali ultrazvok: "Ja, vi ste noseči." "Ja, kako sem noseča, če ne morem, če fizično ne morem zanositi, a ne." In tako da ja. Je pa res, da je potem veliko težje, da veliko dlje časa traja in tako naprej, a ne. In zaradi tega je pač fino, ali pač, da se takrat odločita pa gresta na neko IVF ali kakorkoli, a ne, ali pa da se res toliko podpre s to prehrano, prehranskimi dopolnili in tako naprej, da tiste plavalce, ke jih pa še ima, da se jih na polno opremi. Katere so tiste vrednote, zaradi katerih bi ti denimo zavrnila par, ki bi poiskal pomoč pri tebi? To sem na začetku zelo veliko razmišljala o tem in sem imela celo listo. Pol nekako z leti modrosti in izkušenj Ja. sem pa rekla: "O, madona, kdo sem jaz, da bi koga sodila, kako jaz vem." Mislim, ne, saj ti So ne to v piše. resnici neka omejujoča prepričanja, ki jih imaš? Ja, na neki način res. Mislim, tako, da bi res zavrnila par, bi bilo mogoče, da bi videla, ne vem, da je ta otrok da ne izhaja iz želje po otroku, iz te velike ljubezni, ampak da je kot neki, ne vem, statusni simbol ali pa ker jih že vsi imajo pa tako naprej. To mislim, da v tem primeru bi, ampak spet, mogoče bi začeli sodelovati, ker kdo sem jaz, da lahko po prvi interakciji z nekom sodim, mogoče so pa tukaj neka moja prepričanja, mogoče je to samo neki prvi vtis, a ne. A te smem vprašati, a je po tvojem mnenju sploh mogoče, da ti, preden imaš otroke, tega bodočega otroka, izhajaš iz neke nore ljubezni, iz izkušnje, ki je sploh še nimaš. To je izkušnja, ki je ne poznaš. Recimo jaz vem, da je bilo pri meni to, jaz si absolutno nisem mogla predstavljati, kako je ljubezni. imeti rad otroke. Jaz do tujih otrok nikoli nisem čutila neke pretirane naklonjenosti, denimo.
Jaz sem čisto drugačna od tebe, tukaj imam pa dve prijateljici, ki sta zdaj obe mamici, obema sta dva otročka in obe sta bili tako, jaz sploh ne vem, če bi imela otroke, pa kako lahko vsi rečejo, da so luštni, eni so prav grdi, mislim tako. Ne, pač dejansko, pa skozi nekaj jokajo, pa vpijejo, pa umazani, tako. Obe sta bili zelo tako nematerinsko usmerjeni, no, ampak takoj, ko sta postali mami pri obeh, to se je, čez noč, to se je tako obrnilo, taka neka svetloba, toplina. Jaz nisem mogla verjeti. Pa saj sta ljubeči ženski, samo sta rekla, glej, jaz za otroke pa mogoče res nisem, a ne. Jaz po drugi strani, jaz sem vedela že, odkar sem bila majhna punčka, da jaz bi rada bila mami, da bom imela otroke, ful sem si želela, tako, no. In jaz tudi, preden sem imela svoje otroke, sem v bistvu čutila že ful ljubezni do otrok. Recimo te dve moje dve prijateljici pa mogoče tudi sploh nista Nobene. Ja, ne, pač, kaka jim prav vidim, tudi tebe zdaj, ampak, tudi jaz pa sem veliko otrok čuvala, pa že od vedno otroci so se kar lepili name. Meni so otroci toliko všeč glih zato, ker so toliko, naravni, direktni. Jaz sem tudi zelo direktna in to me včasih tudi utežave spravi, ampak se mi zdi to fajn, no. In pri njih oni točno to povejo, kar mislijo, ne. In jaz, ke sem stara 43 let, pač otrok moj, ne vem, a je bil Val ali Luna, neko novo učiteljico je imel, mislim, da Val. Pa je bilo, ja, a je mlada, stara, ja, nekaj srednjega, še kar stara. Pa jaz tako, ja, a je starejša od mene? Ne, 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 to pa ne. Mislim, da je bila glih iz faksa, nobenega filtra. Tako da to je meni pri otrocih všeč, no. In ja, tudi jaz, ke sem imela rada otroke že prej, mislim, je pri tvojih je enormen preskok. Koliko se ti je srce razširi, koliko ljubezni lahko tja not spraviš. Pa tudi pol, Zdaj, ko si drugi omenila imena otroček pa otrok tako, a tvojih, ne. zdaj tudi vidim, od kje, naziv, Ja. tvojega podjetja. Tako, Valuna, ja, po Valu in Luni, tako.